Začela sem plezati, mislim, da 2014. leta, se pravi že kar nekaj let nazaj. Na paraplezanje sem pa v bistvu pomislila kakšno leto dni nazaj, malo več kot leto dni nazaj, ko sem v bistvu preko Instagrama začela opažati, da so tudi paraplezalci in da jih imamo tudi v Sloveniji. Predtem sploh nisem vedela, da to obstaja, da lahko tudi mi hodimo na tekme, da imamo tudi mi lahko organizirane treninge. Tako da, ko sem videla, da to obstaja tudi v Sloveniji, sem tako, jaz se bom na to prijavila in sem se takoj. Ukvarjala si se ful z različnimi športi, ali si kdaj pomislila, da je kaj, česar ne moreš? Ja, v bistvu sem celo svoje življenje mislila, da jaz ne morem veliko stvari. Ne vem, je bilo to privzgojeno, ali je bila družba kriva, ali sem bila sama kriva, ne vem, ne bom tudi iskala razlogov. Bilo je dejstvo, da sem mislila, da veliko stvari ne morem. V bistvu plezanje je bila prva stvar, kjer sem premostila to idejo, da ne morem. Tudi plezanje sem se v bistvu otepala, ker me je bilo strah, da ne bom zmogla, strah me je bilo, da me bojo ljudje ocenjevali. Strah me je bilo tudi, da me bo tedanji fant zavrnil, pa me ni. Tako da vse to se je spreobrnilo, vse to razmišljanje, ki sem ga toliko časa imela, sem ovrgla in s plezanjem v bistvu začela novo poglavje v življenju, kjer sem si začela dokazovati, da v bistvu lahko tudi s tem invalidnostjo veliko stvari zmoreš. Začela sem tudi klavir igrati, sicer trenutno ga zaradi treningov in vsega tega fokusa na plezanje ne igram, ampak sem pa poskusila tudi tukaj.